Živijo, Tanja. Zakaj bi morala biti konoplja dovoljena, da jo prosto sejemo, prosto sadimo, prosto uporabljamo? Zakaj je ta rastlina tako pomembna za našo tudi preventivo? Jaz bi kar eno usporednico potegnila v bistvu z naprimer čebelo, ker kaj se zgodi, če čebelo vzameš z ekosistema. Danes vemo, kaj bi se zgodilo. Nekoč smo konopljo vzeli iz ekosistema in v bistvu nihče ne ve, kakšne posledice pravzaprav je že sam ekosistem utrpel zaradi tega, pa tudi vsi njegovi prebivalci, od rastlin, živali in ljudi. In mogoče je malo zmotno prepričanje, da je konoplja primerna samo za bolane ljudi. Jaz mislim, da je predvsem primerna za zdrave ljudi, ker učinkujejo njene sestavine na naš endokanabinoidni sistem in tako bi pravzaprav marsikdaj lahko preprečili kakšno bolezensko stanje oziroma če bi ljudem dovolili konopljo uživati v obliki samooskrbe, da si jo lahko sam posadi, kakršno si pač hoče in uživati dele rastline, katere si pač želi, ali ne vem, od cvetov, semen, lahko pač vse skupaj kot prehransko dopolnilo, potem bi mi se pravzaprav izognili lahko marsikakšni debati, kako to konopljo potrebujejo samo bolni. In če bi konoplja bila dovoljena, da se prosto uživa, seveda tudi sadi, potem jaz pač mislim, da ne bi bilo tudi toliko velikih potreb po tem, da ljudje uživajo velike koncentracije konopljenih substanc oziroma kanabinoidov. Ja. Sama si povedala, da konoplja je odlična preventiva, znanstveno je tudi dokazano, da pomanjkanje kanabinoidov je lahko vzrok številnim boleznim. Bi lahko z legalizacijo konoplje zmanjšali čakalne vrste v zdravstvu? Absolutno. Sem čist prepričana v to. Kako to, da na Ministrstvu za zdravje tega ne vedo ali nočejo vedeti? Jaz bi rekla, da nočejo vedeti. Zaradi tega, ker pač tudi sama sem že v imenu odbora za konopljo pošiljala dopise, kjer sem opozarjala na te nepravilnosti, katere pač ministrstvo pač dela namenoma, ne namenoma, pustimo. Tako da oni dobro vejo, tudi dokazi so jim bili posredovani na obravnavi takrat, ko so bili podpisi zbrani, teh več kot 11.000 podpisov za podporo zakonu, so dobili vso dokumentacijo in na ministrstvu in na vladi in povsod, tako da bolj zgleda, kot da namenoma nočejo videti, kakor da ne bi jim te podatke bili dostopni. Se ti zdi to za neko sodobno družbo še vedno primerno, da preganjamo ljudi, ki si posadijo neko rastlino v svoj vrt in s tem praktično nikomur ne škodujejo? Meni se to absolutno ne zdi prav, da zaradi v bistvu ene rastline nekdo na koncu pristane v zaporu, da ga takoj obdolžijo, da je gojil to rastlino zaradi preprodaje. Tako da zaradi tega, ker ni vzpostavljenega in primernega sistema oziroma nekih točnih navodil, se pravzaprav državni organi lahko obnašajo, kakor se pač hočejo. Zato imamo različne primere na sodiščih, se pravi stvari tam, ki do tja pravzaprav sploh ne bi smele priti, bi mogle biti obravnavane največ kot prekršek, pa pač še vedno pride v sistemu zaradi teh navodil, ki jih ministrstvo že nekega davnega leta ni pripravilo, pa bi moglo. Zaradi tega imamo ljudi še vedno v zaporu. Ljudje so se izobrazili, spoznali so endokanabinoidni sistem, ki je najbolj bistveno povezan s konopljo in se ne dotika samo človeka, tudi vseh vretenčarjev, vseh sesalcev. Tako da v bistvu s tem znanjem, ki so ga ljudje pridobili, smo zdaj tudi močnejši, ker ko človek se nekaj nauči, nekaj izkus, pravzaprav je njegova izkušnja njemu največ vredna in jo bo verjetno zelo intenzivno zagovarjal in jaz mislim, da se to pri nas tudi začelo dogajati. Od se pravi bolnih do zdravih ljudi, ki so občutili te spremembe pri uživanju konopljenih izdelkov, ki jih danes dobimo na policah v trgovinah ali pa na črnem trgu in teh ljudi ne bo nihče več prepričal, da ni res, da bi konoplja imela take lastnosti, ki jim jih tudi mi pripisujemo. Torej, izkušnje ljudi so popolnoma drugačne
kot trdi stroka in politika o konoplji. Tako. In tisti, ki se prepričajo v bistvu to delovanje konoplje, tudi postajajo vedno bolj glasni. To se vidi že, mislim, da po podpisih, ki so se zbrali takrat leta 2013, zdaj smo 3 leta kasneje, zbiramo podpise za peticijo, ker se konoplja še vedno obravnava neprimerno strani naše vlade oziroma ministrstva in uradnikov tam. In tudi vedno pogosteje nas ljudje sprašujejo, veliko manj strahu imajo pred vprašati karkoli o konoplji, razumejo, da se o konoplji govori na veliko različnih načinov, da ni to nujno tisti nekdo, ki je prižgal joint nekje v eni senci nekega drevesa, ampak da ima konoplja tudi veliko drugih lastnosti. Tako da dajmo se pogovarjati tudi o teh drugih lastnostih, pač kdor ve, kaj je v konoplji, naj to znanje ima za eno veliko bogatstvo in naj ga širi dalje med svoje znance in prijatelje. In na tak način se nas bo nabrali dost in bomo tudi zmogli reči, zdaj pa res dost. Zdi se, da imajo danes ljudje mnogo več znanja o konoplji kot pa stroka sama. Jaz se absolutno strinjam, da uživanje konopljenih koncentratov bi moglo potekati pod nekim strokovnim nadzorom. Kaj je ta strokovni nadzor? Se pravi, da takega človeka celostno spremlja nekdo, ki ve, kako konoplja deluje, ki ve, kako učinkuje na njega, da mu lahko potem v bistvu svetuje, kako se teh stranskih učinkov znebi oziroma kako jih omili, kaj so prava doziranja in tako naprej. Tako da strokovnjak, ki je pač zdravnik, pa se ni izobraževal o konoplji ali konoplje sam osebno ne pozna, ga jaz osebno ne morem označiti kot nekega strokovnjaka, ki bi konopljo lahko predpisoval, kljub temu, da je on zdravnik. Jaz bi rekla, da če tega ne bi bilo, če ne bi ljudje sami začeli s temi naravnimi sestavinami eksperimentirati, potem še do danes zdravniška stroka ne bi zganila. In mislim, da bo še minil nekaj časa, preden bojo zdravniki, ki jih to zanima, pridobili zadosti informacij, da bodo oni sami sploh upali predpisovati konopljo, ker je to za njih seveda nekaj čist novega. In jaz predvidevam, da nobeno zdravilo ne predpišejo kar tako v bistvu po enem kratkem tečaju, ampak da morajo precej več vedeti o delovanju tega zdravila zaradi vseh ostalih, se pravi zdravil, ki morebitno spremljajo pacientovo zdravljenje. Tako da jaz mislim, da en dober zdravnik je tisti zdravnik, ki človeka podpre pravzaprav pri njegovih odločitvah, ker vsi dobro vemo, da pomaga nam tisto, v kar mi verjamemo. Torej zdravnik bi mogel pacientu toliko zaupati, da bi ga potem v bistvu spremljal. In definitivno mislim, da zdravnik, ki ne pozna konoplje, ni na mestu, da bi bolniku, ki konopljo pozna bolje od njega, razlagal, zakaj mu ta stvar škodi. In nažalost je to tudi ena od stvari, na katero smo mi že pred leti opozarjali zdravnike, da ne vendarle pridejo na naša predavanja, ne se izobrazijo, ker mi ta predavanja delamo, izobražujemo ljudi in da bo zelo neugodna situacija, ko bodo začeli k njim hoditi pacienti, ki bodo o konoplji vedeli več kot oni sami. Nažalost nas zdravniki niso poslušali, ker seveda mi nismo iz njihove stroke in danes imamo, mislim, da kar eno katastrofo. Na obeh straneh pravzaprav ljudje nimajo več zaupanja v zdravnike, na drugi strani pa so zdravniki tisti, ki niso pravzaprav imeli do zdaj nobene želje po kakšnem resnejšem izobraževanju in so se malo zapletli v to situacijo. Tanja, hvala. Prosim.